Želja je bila močnejša od strahu pred medvedi. Grem na Krim. Jaz v eni prečki. Kje bom šel pa dol, se pa še nisem odločil. Evo, tle zavijem na peš pot. 1:20 piše Krim. Mesto je treba peš, drugače pa čisto fajn. Ig v občino Brezovica. Po tisti prečki je ves čas lepo makadam. Cesta naravnost gre na Rakitno. Jaz grem pa desno na Krim. Topet po cesti. Evo, na Krimu sem pa rekel, da spregovorimo o turnem gorskem kolesarjenju. To, kar počnem zdaj že 4 leta. Gor največkrat po makadamskih cestah, kakšnih kolovozih, utrjenih poteh. Dol pa tudi po tem ali tudi kakšnih enoslednicah. Včasih tudi po kakšni malo bolj strmi varianti, ker vse ne moreš predvideti. Turno gorsko kolesarjenje je tudi doživljaš čas v naravi. Po raznih poteh, kolovozih in lokacijah, destinacijah, turah, ki jih ne bi se lotil peš, ker je preveč hoje po makadamu, ni kakšnih posebnih razgledov, ni kakšnih visokih vrhov, je pa lahko zelo veliko lepih stvari ob poti, zanimivosti in spoznaš hribe, ki jih prej peš niti nisi razmišljal, da bi šel na njih. Večinoma se ne voz po asfaltu, razen če se vrneš. Pol se jaz, če imam še baterijo, vključim turbo, da sem čim prej z asfalta preč. Večinoma so vzponi po makadamskih cestah, širših kolovozih, recimo utrjenih tudi poteh planinskih, včasih gorskih. Večinoma niso označene, to pomeni, da moraš sam najti te špure, te sledi. Veliko je raznih objavljenih v raznih virih, recimo Trail Force je tak program, tudi kolegi gorskih kolesarji se kaj med sabo zmenjamo. Da se pa tudi po karti najti in si izrisati turo. Zakaj mogoče je gorsko kolesarjenje? Zaradi tega, ker dostikrat so te ture kar daljše in starejši mladinci, kot rečemo, mogoče nimamo toliko kondicije, kot smo imeli pred 30 leti in več, in rabaš kdaj tudi kakšno rezervo. No, z elektriko se tle pomagaš in brez srčnega infarkta spelješ v bistvu tudi zelo strme klance, ki jih ne moreš predvideti. Zopet dostikrat greš na neznano pot, karta kaže nekaj, realnost kaže mogoče malo drugo. In glede kolesa, po 4 letih bi jaz rekel, da bi bilo zelo dobro, da je to kolo vsaj nekaj takega, ki je moje kolo tu na sliki. Trail varianta, kar pomeni 150 hoda, 150 mm hoda sprednje vilice in srednjega vzmetenja. Mogoče bi celo zaradi teh neznanih spustov po kakšnih malo bolj strmih variantah bi zdajle rajši jaz imel celo 180 recimo hoda spredaj enduro varianto, ker z elektriko ta geometrija kolesa, ki je malo drugačna kot pri trail kolesu, ne škodi toliko, no. Se pa v bistvu pozna pri kakšnih strmih spustih,
je le ta vilica premajhna. V vsakem primeru oboje zmetenje spredaj in zadaj. Je kar prijetno, no, po tolikih urah vožnje, da čisto vsako stvar ne rabiš čutiti v tej zadnjici. Šparat pri kolesu ne. To je v vsakem primeru težko kolo, tudi mi smo malo bolj težji, stvari so strme in so kar velike sile na kolesu in tudi na predvsem zavorah, kar pomeni, te stvari morajo biti nujno kvalitetne. Shimano XT je recimo varianta, ki jo imam jaz, ne. Če je pa še kaj boljšega, pa še boljš. Seveda to je vse povezano tudi s ceno, ampak kot rečeno, jaz tu ne bi šparil, če mislite v zvezi s tem resno, ne. Če se pa mislite voziti samo po makadamskih cestah, potem pa ni problem. Ampak takoj, ko greste na offroad, na enoslednice, po kakšnih gozdnih ali planinskih poteh, po hribih, je pa fajn, da imate tako vzmetenje. Baterija, ja, čim večja, bi jaz rekel, jaz imam 650, zdaj je že en standard 800 Wh, ne, to pomeni 1500 višin, ne, se da narediti, če ne voziš na turbo, na največjo pomoč. In tudi kar nekaj kilometrov se naredi, seveda je pa to vse odvisno od terena, od teže, od razmer in tako naprej, tako da večinoma koles brez baterije ne gre v breg, zelo težko, ker je teža, ki ovira, plus motor malo bremza. Tako da pri nakupu je priporočljivo, da se kolo proba prav glede teh stvari. Če je denar, če ni denar problem, potem bi jaz rekel, da čim lažjega, ne. Zdaj so te lahke variante, karbon in mogoče manjši motorji, če ste še kaj bolj pri močeh, in potem se to zelo pozna. 25 kilogramov je recimo tako kolo moje, ne, kar pomeni ga dati čez kakšno ograjo, če nimaš na drugi strani ene druge osebe, je že kar problem. In dostikrat take majhne ovire postanejo nočna mora pri gorskem kolesarjenju. Takole, zdaj pa še dol. Gor ni prave vročine, ne. Kako grem kar po bližnji varianti direktnega dol. Spust s Krima v Iško. Ja. Eni tečejo brez elektrike gor. Dobro. Varianta je, da se gre tudi okoli, ne, po cesti, kjer sem gor šel. Bolj prijazno za bremze, ker tale strmina tle, saj se ne vidi na kameri, ampak toliko, da skozi bremzaš, bremza kar malo smrdi zadaj, ker je dih že malo bolj bogi. Ja, tako da zavorne vloge so pa 20 evrov, 15, 20 evrov, 25 evrov. Tako da kaj malo manj strmo.
pa že tema v gozdu, ki je oblačno. Pravim, dokler ni medvedov, vse v redu. Evo, takele stvari so pa boljšim kolesom, mislim, z daljšimi vilcami. Ne gre tudi s tem, ampak z daljšimi bi šlo lepše. Baterija si kar nekaj porabi, recimo. Porabo 60% zviške na Krim. Nisem šel na eko, ampak na tur, kar pomeni druga pomoč. Nekaj višine je, nekaj kilometrov se porabi. Še po tejle moji prečki. Še ena takale varianta, pa bolj prijazna s kakšnim drugim vilcami. Tako da jaz grem rajš peš takele stvari. Gornik. Varianta, da grem po peš poti direkt dol, ampak je, kako bi rekel, nič posebenega, pa strma. Tako da v bistvu sam kuraš bremze. To je ena stvar. In se raj pelem po asfaltu. Ko govorimo o gumah, jaz imam 29 colske, spredi zadaj. Če bi zdajle izbiral, bi raj izbral mule, to pomeni 29 spredi, 27 pa pol zadaj, bi bil kolo bolj okreten. Plašči, ko prvič vidiš tako kolo, se ti zdi, joj, zakaj pa tak plašč rabim, to grob. Zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da s pomočjo motorja in tvojo močjo se kar veliko energije prenaša na zadnje kolo in v bistvu se zadnji plašč troši. Druga stvar je pa seveda bremzanje, zavore so močne in moraš imeti stik s podlago, grip. Recimo tale moj zadnji plašč je bolj bogi in se prav čuti, da že podrsava tako pri vožnji navzgor, kot tudi navzdol. V bistvu pri nobeni stvari na e-bajku, e-gorskem kolesu nima smisla šparati, da se kaj ne zgodi slabega. Evo, Iška, še malo pa sem pri avtu.